En lep pozdrav, sem Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše in danes sem se odločil, da vam predam eno prav posebno sporočilo, zaradi katerega sem zelo vesel. To je sporočilo o eni izmed najsvetlejših energij v našem delu vesolja. To so energije, ki na Zemlji skrbijo za mnoga čudežna ozdravljenja. To so energije, ki lahko poskrbijo, da se vaša manifestacija zgodi nekajkrat hitreje. In to so energije, zaradi katerih mnogo ljudi se nauči ločiti resnico od iluzije, zaradi česar lahko svoje celotno življenje peljejo hitreje naprej. To so energije, s katerimi se vsako jutro in vsak večer povezujem tudi jaz, obožujem jih, zato sem vesel, da vam lahko predam njihova sporočila danes. In danes bi rad govoril o zvezdah, o zvezdnih civilizacijah. Ko nekemu povprečnemu človeku omeniš zvezde, ponavadi dobi v glavo sliko nebesni svod, tema in na tisoče pikic, ki svetijo na nebu, katerih naloga je, da romantično večerjo naredijo še bolj romantično. Ja, no, to je en del resničnosti, ampak večji del resničnosti, kaj so zvezde in česa so v resnici zmožne, je pa čisto drugačen. Zvezde, čisto vsaka izmed teh srebrnih pik, ki jih vi vidite ponoči na nebu, je svoja civilizacija. To so civilizacije, ki vibrirajo na 5. dimenziji ali višje in imajo svojo zavest in svoj namen v vesolju. Vse te civilizacije izkušajo zelo visoke oblike ljubezni, imajo zelo močno moč in zaradi tega, ker smo vsi v istem vesolju, skrbijo te civilizacije za celotno ravnovesje vsega vesolja, tudi Zemlje. Zaradi tega imajo zvezdne civilizacije, kot so Atlantis, Suriade, Plejade, Sirius, Orion in tako naprej, zelo močno željo, zelo močen interes, da pomagajo živeti življenje tudi vam, oziroma vsakmu živemu bitju na Zemlji. In vsak izmed nas na Zemlji ima dostop do zvezdnih energij, vsak izmed nas lahko uporablja njihovo energijo, lahko uporabljamo njihovo moč, manifestacijo, njihove energije zdravljenja, njihova informacijska polja in vse nam je to na voljo. In rad bi vam dal danes 4 napotke, 4 nasvete, ki sem jih dobil od zvezdnih generacij, zvezdnih civilizacij, zato da bojo vaše življenje hitrejša, zato da se ne boste toliko dolg časa lovili na eni stvari, zato da boste lahko šli v življenju naprej in dobili tisto, kar hočete, oziroma tisto, kar si zaslužite. In prvi nasvet zvezdnih civilizacij je, da vedno imejte v glavi širšo sliko. Problem, ki ga človek na Zemlji včasih sam sebi ustvari, je, da ko pride v neko situacijo, v kateri obtiči, vidi samo to situacijo. To se pravi, človek naleti na neko oviro, potem se postavi pred njo in gleda samo to oviro. In normalno je, da če ostane čustveno vezan na neko težavo, ki se mu pojavi, na oviro, ki se mu pojavi v življenju, ne more te ovire razumeti in je na vse zadnje razrešiti. Če hočeš ti neko stvar razumeti, potem moraš imeti širšo sliko te stvari. In zvezdna civilizacija nas ves čas učijo, imejte širšo sliko o vsem. Ne glejte samo tisto, kar je očitno. Ne glejte samo tisto, kar počnete ta trenutek. Ne glejte samo sebe in ne glejte samo drugih. Glejte vse. Ves čas probajte razumeti svojo vlogo v širši sliki. Ves čas pogledajte, kako bo ta stvar, ki naredite danes, kasneje vplivala na druge stvari. Na tak način razmišljanja lahko hitreje razrešite izzive, ki jih imate v življenju. Če boste vedeli, kakšne dejanja bo sprožilo vaše dejanje, potem boste bolj premišljeno izbrali trenutno dejanje. Če boste gledali širšo sliko, boste imeli več informacij. In zvezdne civilizacije lahko tako močno pomagajo planetu Zemlja in vsem njenim prebivalcem zaradi tega, ker imajo objektivno sliko, zaradi tega, ker niso čustveno vezane na ta planet, zaradi tega lahko vidijo, kaj je potrebno in kaj ni potrebno. In če ljudje na Zemlji zavzamemo to perspektivo širše slike, potem bomo bolj objektivno spremljali svoje življenje, lahkotneje razumeli, kaj je potrebno narediti in hitreje uvajali spremembe. To se pravi, prva lekcija, imejte širšo sliko. Druga lekcija, ki so me predale zvezde in je zelo simpatična in vas bo zelo pomirila, je, ne sekirite se zaradi težkih lekcij v življenju. Ko sem jih vprašal, ko mislite s tem, so rekle zvezde. Ljudje na Zemlji velikokrat, ko pridejo v neko težavno obdobje, ko naletijo na nek problem, zmrznejo. In takrat imajo občutek, da ta tema, da te težke čustvene energije, ki so nastale zaradi tega problema, okupirajo celotno njihovo življenje. Naprimer, predstavljajte si, da ste izgubili službo, ali pa da ste zboleli, ali pa da vam je nekdo bližnji umrl, ali pa da se vam neka stvar, ki ste si jo res želeli, pač ne zgodi. In takšne
situacije lahko v nas sproži zelo močna, temna, težka čustva, katera proizvede zelo težko energijo. In v takih okoliščinah, ko smo ljudje obdani s tako energijo, zelo težko funkcioniramo. Ampak zvezde so rekle, glej, mi lahko kažemo svojo svetlobo samo takrat, ko smo obdane s temo. Svetloba pride do izraza samo takrat, ko jo obdaja tema. In so mi dali zelo za razmišljati. Ljudje moramo biti pravzaprav v bistvu hvaležni za vse težke lekcije, ki jih imamo v življenju, za vse ljudi, ki nam mečejo polena pod noge, za vse situacije, katere so nas prizadele, zaradi tega, ker je to edini način, da lahko naša svetloba pride bolj do izraza, da lahko naša svetloba sije. Naprimer, to vidite povsod po svetu, ko se dogajajo težke situacije, kot so vojne ali pa naravne katastrofe, ali pa kakršnekoli takšne situacije, ki naredijo veliko čustvene bolečine, ki naredijo veliko stresa, ki naredijo veliko občutkov, ki so težki. In potem v vseh teh situacijah, vsakih toliko časa pride ven zgodba o nekomu, ki je pomagal neznancu, o nekomu, ki je naredil nekaj dobrega, o dobrodelnih podjetjih, ki so žrtvovala, ki so dala svoj kapital, svoj denar za to, da so brezdomcev in žrtvam pomagali. Vsakih toliko časa pride nekdo, ki ima močno svetlobo in njegova svetloba žari ravno zaradi tega, ker je prišel v temo. Tako da boste vi tista lučka, ki sveti v temi, in istočasno morate se vedeti, da je planet Zemlja planet teme in svetlobe. Tako da ne moramo zavrniti vedno slabih stvari v življenju. Slabe stvari oziroma težke stvari so včasih nujno potrebne za to, da lahko sploh naredimo dobre. Tretja lekcija, ki so mi jo pa predale Plejade, to se pravi tretja lekcija zvezdnih civilizacij, pa je, da morate razumeti, da vas v življenju ne more nič nadzirati. Veliko ljudi ima iluzorni občutek, da so ujeti, da jih nekaj nadzira, da jih nadzira, ne vem, težavni šef v službi, ali pa da so zvezani zaradi tega, ker imajo 30-letni kredit na banki, ali pa nekateri fantje imajo celo občutek, da so ujeti zaradi tega, ker so se poročili. Morate vedeti, da nadzor, kakršenkoli nadzor, je samo iluzija in je zemeljski program, katerega so nekateri ljudje, ki želijo, da ste ujeti, začeli preko sugestij, preko vzgoje dajati med ljudi. Ampak z namenom, da bi bili ujeti. Ampak v resnici duše človeka, te mogočne ustvarjalke, ne more nadzirati nič. In še najmanj lahko nadzira vaš šef, še najmanj lahko nadzira vaš naporen partner, še najmanj lahko nadzira neko človeško bitje. In ljudje so nadzorovani in se čutijo ujeti zaradi tega, ker so sprejeli to resnico. Morate razumeti, da vse stvari, vsi ljudje v vašem življenju so samo okoliščine. In te okoliščine vplivajo na vas točno tako, kot vi dovolite, da vplivajo. In če dovolite drugim okoliščinam oziroma ljudem okoli vas, da vas nadzirajo, potem bodo nadzorovani. In če se vi danes odločite, da ste samosvoji, da ste samostojni, da vas nihče ne bo nadziral, da vam nihče ne bo povodca dajo na vrat, potem se bo ljudje tudi tako obnašali do vas. Nekateri ljudje mislijo, da se ljudje iz njihove okolice obnašajo do njih tako, kot oni želijo. V resnici ni tako. Vedno se ljudje do nas obnašajo tako, kot dovolimo mi. Tako da imejte to v glavi. To so predale Plejade za vas. Plejade, mimogrede, so ene izmed zvezdnih civilizacij, ki skrbijo v vesolju za ravnovesje, zato da stvari ne padajo z ravnovesja, zato da imamo ljudje življenja v ravnovesju, da smo v stiku oziroma v ravnovesju z naravo. In Plejade zelo hitro tistega, ki preveč posega v ravnovesje, ustavijo. Tako kot boste vi od zdaj naprej ustavili tiste ljudi, ki vas poskušajo nadzirati. Prav, zato ker si zaslužite biti svobodni in najmanj, kar si zaslužite, je to, da lahko živite življenje tako, kot si vi želite. In četrta stvar, ki sem se pa naučil sam, ko sem delal z zvezdnimi civilizacijami, ko sem delal z Atlantisom, ko sem delal s Siriusom, pa je, da ko enkrat začneš delati zvezdno energijo, vse poteka zelo hitreje. Manifestacija poteče hitreje, zdravljenje, ki ga delaš s pomočjo zvezdnih energij, poteka hitreje, razumevanje poteka hitreje, kanaliziranje informacij poteka hitreje, pisanje knjig poteka hitreje, no zadnje, vse poteka hitreje. Namreč, civilizacije 5. dimenzije, vse te zvezdne civilizacije, o katerih govorim,
imajo bistveno višjo frekvenco. Zaradi bistveno višje frekvence so podvržene višjim fizikalnim zakonom. Zaradi višjih fizikalnih zakonov je manj fizikalnih posledic, kot jih poznamo na Zemlji. In zaradi tega se stvari enostavno odvijajo hitreje. To je metafizika in vse te zadeve so mogoče tema za drug video, kdaj drugič o tem, ampak danes vam bi rad samo povedal, da če uporabljate zvezdne civilizacije, če uporabljate njihove šepete, energijo, ljubezen, njihove informacijske mreže, se lahko stvari v vašem življenju odvijajo hitreje. Tako da vsi, ki čutite zvezde v sebi, vsi, ki vas zvezde fascinirajo, pa greste včasih ven, pa pogledate v nebo, pa za trenutek začutite v svojem srcu, joj, home, iti go home, pa začutite, da je tam nekje vaš dušni dom, lahko dostopate do teh energij, lahko koristite te zapise zvezd, lahko dostopate do njihove manifestacije. Jaz nič na Zemlji, zemeljsko, ne delam brez zvezd, brez Atlantisa, brez Siriusa. Zakaj bi delal v skladu s počasnimi zemeljskimi zakoni, če lahko uporabim Atlantis, da mi pomaga leadership energijo potisniti naprej? Zakaj bi zdravili na Zemlji samo za zemeljsko medicino, če lahko uporabimo Siriusovo energijo, da nam pospeši zdravljenje? Zakaj bi uporabljali na Zemlji samo zemeljsko komunikacijo, če lahko uporabimo energijo Oriona, da nam pomaga sorodne duše prepoznati, zbrati prave ljudi za naše življenje? In vse to nam je na razpolago, vse to imamo ljudje na voljo tukaj in zdaj, ampak samo včasih se moramo ozreti v nebo in poklicati zvezde in njihove duhovne vodnike in njihovo energijo. Za vse tiste, ki si želite več časa delati z zvezdami, ki želite v sebi prebuditi znanje o zvezdah, ki želite postati nosilci zvezdne svetlobe, se naučiti brati svetlobne zapise zvezd, zato da boste tukaj in zdaj kanalizirali hitreje, da boste svoje cilje uresničili hitreje, zato da boste lahko imeli hitrejšo regeneracijo telesa in zdravljenje drugih ljudi. Vsi tisti, ki se želite, da bi se zavest planeta Zemlje dvignila in želite to narediti za zvezdno svetlobo, vsi tisti, ki želite postati ključni nosilci zvezdne energije in pripadniki nove zvezdne generacije, jaz temu rečem, ste vabljeni, da se mi 19. novembra pridružite na novem tečaju, tečaj za zvezdne generacije, na katerem bomo v 3 stopnjah delali s Siriusom, Plejadami in Orionom. In na tem tečaju vas bom naučil brati zvezdne kode, naučil vas bom kanalizirati njihovo energijo, naučil vas bom na tisoče in tisoče energijskih zapisov, kako lahko vaše življenje postane hitrejše, kako se lahko vi spremenite zaradi tega, ker neka zvezda sveti tam zgoraj. Rad bi vam pokazal, da niste sami v vesolju, zato bom na tem tečaju učil ljudi, ki bi radi bili novi nosilci zvezdnih energij. In delali bomo iniciacije, dobili boste zaščitne simbole, manifestacijske simbole, simbole, s katerimi boste uravnovešali svoje življenja in lahko hitreje videli, kaj je res in kaj ni res in kaj je dobro za vas. Tako da vsi, ki vas tečaj zvezdne generacije, Orion, Sirius, Plejade pokliče, ste vabljeni, da mi pošljete mail oziroma prijavo na mihael@potovanjeduse.si. Na spletni strani www.potovanjeduse.si imate pa vse o tem tečaju napisano. Tako da želim vam, da večkrat pogledate v večerno nebo, da večkrat pokličete zvezde, dovolite jim, da vam pomagajo, kajti vaše življenje se lahko spremeni veliko hitreje, kot si mislite. Želim vam, da nosite svojo srečo še naprej v srcu in da jo delite z ljudmi. Imejte se lepo in se vidimo, ko se vidimo. Lep pozdrav. Čau.